Lepo pozdravljeni na današnjem srečanju, pogovoru z Jernejem Novakom o knjigi Gledališko desetletje, kritike med sezonama 1979-80 in 1989-90. Današnjega gosta seveda gotovo ne rabimo posebej predstavljati, poznate ga vsi, ki ste in še obiskujete gledališče kot zavzetega, resnega gledališkega kritika, predvsem pa kot izrednega ljubitelja gledališča. Poznate ga vsi, ki ste v preteklih desetletjih spremljali slovensko televizijo, vsi, ki ste v tem obdobju kot on študirali primerjalno književnost. Skratka, danes se bomo pogovarjali z gostom, ki je tako ali drugače zaznamoval slovensko gledališko sceno preteklih desetletij. Jernej Novak je svoje kritike, ki jih je izdajal v 80-ih letih, zbral v knjigi, katere naslov sem že povedala. Urednik knjige je bil Primož Jesenko, ki je danes tudi z nami. Knjigo je izdal v Slovenski gledališki inštitut. Spremno besedo pa je napisal Matic Kocijančič. In danes se ne bomo pogovarjali seveda samo o teh kritikah ali pa o knjigi sami, ampak predvsem o tem, kako pomembno je bilo to obdobje v slovenski gledališki zgodovini. Pa vendar bi rada za začetek vprašala, zakaj si izbral prav to obdobje in po nekakšnem modelu Jernej si izbiral kritike, ki so zdaj zbrane v tej knjigi. Ja, hvala lepa in lep pozdrav seveda vsem, vesel sem, da ste prišli. Lepo je na enem stolu sedeti pod Tomalovim portretom in v kombinaciji in seveda o uredniku knjige in o Maticu, ki sem mu hvaležen za spremno besedo. Hvala tudi seveda Alešu Gavriču, kot predsedniku Slovenske matice, ki je omogočila, da je ta knjiga išla v sodelovanju z Slovenskim gledališkim muzejem. Zakaj sem se odločil prav za 80. leta? Jaz mislim, da je bilo to eno najbolj plodnih, eno najbolj ustvarjalnih obdobij v sicer zelo bogati novejši zgodovini slovenskega gledališča. Drugi razlog je pa seveda tudi ta, da sem v tem obdobju dejansko imel pregled nad domala celotno gledališko produkcijo na Slovenskem. Nisem seveda v vseh gledališčih pisal kritike sklenjeno v vseh teh 10 letih. V vseh 10 letih sem spremljal samo slovensko tržaško gledališče v Trstu in pa primorsko-dramsko gledališče. V začetku 80-ih let, v prvi polovici, sem spremljal kot kritik mestno gledališče Ljubljansko, v drugi polovici 80-ih let Ljubljansko dramo, vmes pa tudi, mislim, Celje in pa edino Maribor mogoče zgolj bolj sporadično, takrat ko je šlo za krstne uprizoritve slovenskih novitet in pa ob koncu, se pravi samo zadnji dve sezoni, 88, 89 in 89-90, to je pa že, kot veste, že začetek Pantoljevega obdobja v mariborski drami. To je pač razlog, da sem se odločil iz teh kritike, sem sicer pisal od leta 75 do 95, ampak se mi je zdelo dejansko nekako najbolj, naprim pravzaprav največ zase in za gledališče, če sklenem to 10-letno obdobje. S tem, da sem se dejansko osredotočil, oziroma prednost sem dal krstnim uprizoritvam slovenskih novitet, potem inovativnim uprizoritvam klasike, slovenske in svetovne, in pa seveda uprizoritvam, na nek način izzivalnim uprizoritvam moderne evropske dramatike. Dve stvari si povedal zdaj v tem odgovoru, da si v tem obdobju spremljal zelo intenzivno slovensko gledališče. To je vendarle čas brez avtocest, čas, za katerega se zdi, da je skoraj da neverjetno, da si lahko na vseh koncih in krajih spremljal gledališko produkcijo. Skratka, izjemna gledališka, kritiška, tudi gledalska kondicija,
Kako se ti spominjaš z tega vidika teh časov? To je vprašanje, ki se bi mu nasmehnil moj prijatelj Marjan Pavčnik, tamle, ki me že celo, po moje obdobje od polnoletnosti naprej poziva, da ne vendar naredim šoferski izpit. Tega nisem naredil, zato je seveda velika zahvala za to kondicijo vsem, ki so me prevažali okoli, od družinskih članov pa do prijateljev. Ti si omenila tudi, da bi naj bi, ko si pripravljala ta pogovor, ne bi povedal kakšno anekdoto, ker je tam moj prijatelj Aleš Berger, bom povedal, da je ena najbolj znamenitih voženj bila, ko so se enkrat po zimi vozila iz Dramskega zdališča, je bila taka megla, da me je prosil, če se usedem na havbo in ga usmerjam, da bom ostala na cesti. To sem naredil, ampak kljub temu niso priznali šoferskega izpita. Ja, kot rečeno, mislim, to je seveda naporno, ampak ker je bilo to tudi del moje službene obveznosti, kot dramaturg na ljubljanski televiziji sem bil takrat zadolžen za izbor predstav, ki jih je televizija snemala, tako da v začetnem obdobju tega takratne razkošne države sem imel celo nekaj šoferja, da me je peljal na predstave, ker bi najbolj tudi od današnjih kritikov mladih povedal, lahko tako živeti, lahko tako pisati. Je pa bilo seveda na svoj način naporno. Naporno je bilo zlasti seveda prva leta, se pravi druga polovica 70-ih let in pa prva polovica 80-ih let, ko je bilo treba ljubljanske predstave ocenjevati čez noč. To je pa bilo, mislim, dovolj naporno. Prostor je bil rezerviran, toliko in toliko noter. Seveda se je bilo treba tega držati. Tehnični direktor Šuca je takrat mi rekel, imel z glavo in je rekel, Jernej, v liter. In potem sva malo čarala zjutraj, mislim, nekaj v Lombareju, nekaj manjših naslov, nekaj manjša slika, ki je druge, tako da smo tisto notri spravili. Z velikim njegovim razumivanjem. In seveda je to čas brez digitalne tehnologije, ko si moral tipkopise nositi, ne, v časopisne hiše. Tega se spomnim vedno jaz, kako sem tekala okrog po Ljubljani in zadnji trenutek lovila tako imenovani deadline, ki je bil precej krajši, kot je danes. Tako da to je čisto druga perspektiva pisanja, kot danes, ko pritisnemo na gumb in je kritika v časopisni hiši. Druga stvar, ki si jo pa omenil, zakaj si se odločil, jaz se na tem mestu seveda upravičujem, da si mi delni starostni razliki, ampak dejansko sva nekako gledališka kolega. Priznati moram, da sem jaz nekako gledališko, kritiško odraščala ob Jerneju Novaku in da ga seveda zato na nek način tudi imenujem za svojega gledališko-kritiškega očeta in učitelja. Tako da ne zamerite, prosim, tega tikanja. Ampak omenil si to drugo perspektivo oziroma razlog, zakaj si se odločil za izbor kritik iz 80-ih let. To je izjemna gledališka produkcija, ki je seveda imela v tem času tudi izredno pomembno družbeno-kritično angažirano vlogo. Ja, 80. leta so bila res, mislim, nekako po tistem zatišju v 70-ih, bom rekel, bolj ali manj, je spet prišla do izraza angažirana dramatika, angažirano gledališče. Če se samo spomnimo, mislim, na začetku 80-ih letih takoj pridejo v Slovenskem mladinskem gledališču v Kržani, v režiji Ljubiše Rističa, provokativna predstava takrat, mislim, potem sledi misa v A minor, ki je mnogo čem zaznamovala, mislim, to gledališče. Potem na začetku 80-ih let je tako imenovana dvojna uprizoritev Cankarjevih hlapcev v ljubljanski drami in pa v mestnem gledališču, ki je tudi sprožila eno burno polemiko na stranih, v medijih, na stranih časopisja, predvsem z pomislekom, čemu dve gledališči postavljata na oder Cankarja. Mislim, neutemeljenim pomislekom seveda, ko gre za dva režiserja popolnoma različnih poetik, kar se je potem seveda tudi skazalo v samih uprizoritvah, ki so bile
potem deležne bolj ali manj, mislim, priznanja, če že ne odobravanja, mislim, s te strani. Leta sta to dve popolnoma avtonomni predstavi, delo dveh velikih režiserjev, vsak svojim vidikom. Jovanovičeva v mnogočem tudi na nek način napovedala dogodke. Če se spomnimo, mislim, Jovanovič je kot osrednji problem izpostavil problem indoktrinacije, ki se začenja seveda v šolskem sistemu, in to je bilo obdobje, ko smo bili na leto kasneje prišla šolska reforma, usmerila izobraževanja, kot eden velikih grehov slovenskega šolstva oziroma politike. 3 leta kasneje so sledila skupna jedra, to se pravi, da na nek način res predstava, ki je opozorila zelo daljnovidno na problem indoktrinacije, ki se začenja seveda lahko v šolskem sistemu z vzgojo. Potem je seveda še vrsta predstav, ki so bile v mladinskem gledališču, v ljubljanski drami, v mestnem gledališču tudi Jančar s svojimi dramami, seveda od velikega briljantnega Valčka do Dedalusa. Je pa seveda tudi nekaj, na kar bi rad upozoril, mislim, ne gre samo za tiste drame, ki so bile dejansko, za tiste predstave, ki so bile dejansko provokativne na ravni političnega angažmaja, pa družbenega angažmaja, ampak tudi za predstave, ki so na estetski ravni bile prebojne, mislim, ki so pač prebujale neko drugačno razmišljanje o gledališču, neko drugačno dojemanje gledališča. Tukaj spet je začetek pravzaprav v 80-ih letih. Spomnite se najbrž Jovanovičeve uprizoritve Šilerjeve Spletka in ljubezen, eno od takih predstav, potem so si sledile seveda Lepotica in zver v slovenskem mladinskem gledališču, tudi Jovanovičevi režiji, tudi estetsko izjemno prebojna predstava. Potem seveda tudi na ravni političnega angažmaja, Pipanova uprizoritev po Podsbeku, Strah in pogum. Tako da teh predstav je bilo dejansko kar nekaj. In kot rečeno, mislim, so predstave, ki so bile prebojne, provokativne, inovativne, tako na nivoju neposrednega političnega angažmaja, kot tudi na tem estetskem nivoju, na ravni iskanja neke izvirne gledališke poetike. Kadar se to poklopi, seveda mislim, da je to najboljš, mislim, to je bila nekako tudi, ne bi bila tudi misel za današnje dni, kada se pač estetska provokacija, oziroma odrska provokacija pokrije tudi z nekim ustreznim angažmajem na ravni samega gledališkega izraza, takrat je predstava nedvomno gledališko bolj učinkovita, tudi bolj ustvarjalna, kot pa če se sprevaže samo neko manifestativno dejanje. Hvala za to izčrpno podobo gledaliških dogodkov 80-ih let, pa tudi za neko obči pogled na to, kaj je pravzaprav to, kar imenujemo dobro gledališko umetnino. Omenil si že malo ta pogled oziroma oba sva načela odnos med tedanjim in sedanjim časom, torej ta pogled iz današnjih dni na 80-ta leta. Danes sta seveda z nami predstavnika precej od naju mlajše generacije, tako da bi morda najprej vprašala Matica, kako on razbira slovensko gledališko zgodovino 80-ih let, zgolj samo skozi to kritiško refleksijo, ker predstav teh najbrž niste videli. No, gotovo gre za delo, ki ima več razsežnosti, ki je dragocena z različnih zornih kotov. V prvi vrsti seveda kot predstavitev nekega izjemnega kritiškega opusa, tako po obsegu, neverjetnem obsegu, neverjetnem pregledu nad gledališkim
političnim dogajanjem tega obdobja, kot seveda tudi po nekih po nekih v bistvu metodoloških usmeritvah, ki jih je delno že v tem svojem odgovoru Jernej nakazal, ki se opirajo nekim standardom sodobnosti. Tako da, če govorimo o odnosu med sodobnostjo in tem časom, mislim, da je prav, da naprej govorimo o specifiki razmerja tega opusa in današnjih kritiških pristopov, ki se mi zdi, da Jernej kaže na neke vidike kritike, ki danes tudi manjkajo pogosto. Druga dragocena dimenzija je ta zgodovinska. Dejansko ta izbor deluje kot neka, ne samo ena od najbolj celovitih zgodovinskih orisov gledališča tega obdobja, ampak tudi kot neka zelo zanimiva mikrozgodovina 80-ih. V bistvu zaradi specifike gledališča, ki podaja tako neke vsebinske družbeno-politične fascinacije, že samim izborom tekstov in pristopov k njim, pa tudi seveda skozi estetske prakse, ki fascinirajo ta čas, in seveda vse to skozi nek prevod tega obdobja, ki nam ga podaja Jernej Novak, ki dejansko tukaj ujame vse vrhunce. Ta pregled je neverjeten. Konec koncev ta usmeritev, ki jo je izpostavil, da je bil prednost izvirnim besedilom, prinaša še eno zelo zanimivo razsežnost, namreč srpskega prvim krstnim uprizoritvam tudi slovenskih besedil. In to je v bistvu njegovo soočenje z slovensko dramatiko tega obdobja. Dejansko ne gre samo za zgodovino gledališča tega obdobja, ampak gre tudi za zelo zanimivo zgodovino dramatike 80-ih, ki gotovo predstavlja enega od vrhuncev zgodovine slovenske dramatike. Hvala. Zdaj pa seveda bom se obrnila še na svojo desno stran, k Primožu Jesenku, z vprašanjem, kako pa je lahko on kot urednik, na čem si zasnoval svoje uredniško delo? Povedal bi najprej, da mi je padlo, da je bila velika sreča, da mi je padel ta projekt v roke, ker mislim, da je bil užitek urednikovati pisanju Jerneja Novaka. To pa v vsebinskem smislu, tako vsebinskem, o katerem ste že sami veliko povedali, prav tako pa po stališča jezika, odnosa do jezika, uporabe jezika. To je dejansko visokopismen kritik, kakršnih danes, rekel, vsak čas je tudi zasluži svojo kritiko in ta je kot pristoji času. Ampak se mi zdi, da je ta odnos do jezika sam ključen pri sleherni kritiške obravnavi gledališke predstave. Razen tega, o tem je bilo že govora, zdelo se mi je po drugi strani tudi občudovanja vredno, ravno to, ker jaz sem to obdobje še doživel, še so ustvarjal s tem prevažanjem po Sloveniji, ki dejansko danes ni več v modi, tako rekoč. Se mi pa zdi, da ravno ta dimenzija, ki pride, ki nekako pokuha ven iz te zbirke, pokaže na eno dodatno srčno dimenzijo. Se mogoče naj se ne sliši patetično, ampak to je znak neke popolne predanosti teatrskemu bistvu. In mislim, da če je bilo povezano še celo s prevažanjem strani javnega prevoza in s prijateljev in kolegov in potem še toliko bolj. Rekel bi, da recimo, mislim še z stališča Gledališkega inštituta mi res trudimo slediti oziroma skrbeti za to vejo
teatrološkega založništva, ki bi čim bolj spremljala, čim bolj pokrivala te res relevantne vrhunce slovenske kritiške pisave. No, mi se lahko to vzamemo na ta banalni način, da je to uporabno tudi raznim seminarskim nalogam, seminaristom v prihodnje, študentom, ampak se mi zdi, da je to tudi zelo pomemben del zakladnice, kulturne zakladnice Slovenije, slovenskega gledališča. Da ne govorimo o tem, da se mi zdi ta fokus zelo dobro izbran, prav to, ta fokus na 80-ih letih, ki se še danes kažejo kot daleč potenta v tej gledališki dimenziji, kar se tiče vsebin in kar se tiče avtorjev. Ker avtorji so takrat tudi doživljali vrhunce. Danes gledališče predvsem gledamo in si vrhuncem želimo, pa jih vedno ne dočakamo. Ampak takrat so se ti vrhunci redno dogajali. Tako da, ne vem jaz, kaj bi še dodal. Mislim, da je knjiga Gledališko desetletje res zelo pomemben kos literature, teatrološke, ki jo Sloveniji lahko pokaže. Če sem že nagovorila urednika, bi seveda lahko zdaj ob tem trenutku spregovorili nekaj o sami konceptu knjige, kako je vendarle zasnovana. Kritike si ne vrstijo kar po vrsti, recimo po kronološkem zaporedju, temveč je izbran način, da so osredinjene okrog posameznega ansambla. Kdo se je odločil za tak način? Jernej ali urednik? Ja, to je bila moja odločitev. Delno sem že povedal, zakaj, čisto praktični razlog je ta, da sem pač v tem obdobju spremljal več gledališč in pa tudi ne skozi celo obdobje, ampak kot sem rekel, nekaj v prvi polovici 80, nekaj v drugi polovici 80-ih, no, ampak bolj vsebinski razlog je pa ta, seveda, da sem hotel s tako razvrstitvijo kritik nekako zavestno upozoriti bralca na delež, ki ga je posamezno gledališče, gledališki ansambel v določenem trenutku imel. Nedvomno so bila ta 80-ta leta obdobje režiserjev, ampak jaz temu nisem sledil. Zavestno sem hotel usmeriti pozornost bralca k temu, kaj je dosežek posameznega gledališča, ansambla, skozi neko desetletje in seveda gledano v nekem širšem kontekstu gledališke ustvarjalnosti na Slovenskem v 80-ih letih. Janez Pipan me je opozoril, da bi bilo zelo prav, če bi navedel tudi ob tem umetniške vodje in pa direktorje gledališč, predvsem umetniške vodje, seveda, ki imajo več vloge pri tem, da se nekako tudi spostavi, ta vidik ustvarjalnosti v gledališču. To bi bilo nedvomno, knjigi v prid. Govorilo bi recimo o slovenskem mladinskem gledališču v obdobju, ko ga je vodil Dušan Jovanovič, ko je v njem sedel kot dramaturg Marko Slodnak, se pravi, to je prva polovica 80-ih let, potem recimo delež Igorja Lampreta v ljubljanski drami v sredini 80-ih let in pa potem seveda tudi v drugih gledališčih, v starih gledališčih, če pa mogoče ni bilo kakšne take izrazite osebnosti na mestu umetniškega vodja, ampak vendarle s stalnim angažiranjem, stalno prisotnostjo nekaterih uveljavljenih, dragocenih režiserjev. Dušan Mlakar je med nami, kot je velikih ustvarjalcev v primorskem dranskem gledališču, veliko pomembnih predstav je tam naredil tudi v Trstu, v mestnem gledališču. Tako da to nedvomno vprit, je za premisliti v bodoče, kdor bo potrelo kaj podobnega, da se mogoče da je pozoren tudi do tega, kar je na nek način ni izpostavljeno, kot je delo režiserja, je pa vendarle dragoceno. Se pa dogajajo tudi paradoksi, recimo, da ljubljanska drama tudi v obdobju, pravzaprav ko ni bila, recimo po obdobju Igorja Lampreta, ko ni bila na čelu nekega umetniškega vodja, zavito profiliranega, je vendarle ustvarjala vrhunske predstave, ampak seveda, ti si me vprašali med drugim odkot ta moja ljubezen do ljubljanske drame,
ta ljubezen gre na rovaš seveda izjemnega igralskega ansambla. Mislim, nedvomno je to najmočnejši igralski ansambl, ki je previharil vse te polokocije od 70 let, pa potem vse do recimo do leta 94, ko je dramo prevzel Janez Pipan, ko mu je uspelo tudi pripeljati novo generacijo igralcev in igralk, ki je pravzaprav potegnila potem dramo naprej v neko novo razvojno obdobje. Učinek oziroma sporočilo o različni takratni estetski ali pa izrazni moči ansamblov si vsekakor dosegal iz knjige in nabora kritik, posvečenih posameznemu gledališkemu ansamblu, je razvidno, kako zelo izstopata oba, ki si jo že omenil, torej ansambl Slovenskega mladinskega gledališča in ljubljanske drame. Po drugi strani pa kaže recimo na izredno krizo mariborskega gledališča, mislim, da mu je posvečeno skoraj najmanj strani v tvoji knjigi, ki je pa potem v 90-ih letih nekako prevzelo vodilno vlogo. Kako si ti doživljal prehajanja izrazne moči ali pa gledališke izrazne moči od posameznega, od enega na drug ansambl? Ja, to glede Maribora je, moram priznati, bolj moja krivda, ker Maribora dejansko nisem spremljal tako kontinuirano. Šel sem gledati predstave, kar sem povedal slovenskih avtorjev, v knjigi sta tako Kavčičev Termopile in pa Borisa Anovaka, Vojaki zgodovine. Potem pa seveda 90. leta se pa tega izrazitega prodora Pandurja in njegovega vodenja Mariborskega teatra ni da spregledati. Tako da nažalost v tem obdobju v knjigi sta zajeti samo dve predstavi, ki sta pa na nek način ključni. To je Pandurjev Faust, prva v njegovem nizu teh mitskih predstav. Pomembna, zakaj? Mislim, ker je dejansko, v tem fragmentariziranem svetu, v kakršnem živimo sedaj, Pandur bil eden redkih režiserjev, ki je videl, da je spet treba vzpostaviti v teatru neko totaliteto sveta, se pravi mit kot neko jedro sveta, kot naše skupno jedro civilizacije. Ta njegov koncept, ki ga je nadaljeval potem tudi z Babilonom in manj uspešno z Carmen, ampak vendarle, šlo je za neke zgodbe, ki so na nek način skušale spet zajeti to celovitost sveta in seveda naše prisotnosti v njej, prisotnosti človeške družbe. Tako da ta Maribor je res pravzaprav z opravičilom, da je manj zastopan. Nikakor ne gre za to, da bi bil tako izrazito manj kvalitetni, da bi si zaslužil manjšo, bolj skromno obdelavo. Prednost so pa seveda imela gledališča, ki sem jih kontinuirano spremljal skozi vsa desetletje. To je Stalno slovensko gledališče v Trstu, Primorsko dramsko gledališče, oboje je takrat na nek način zelo profilirano. Slovensko tržaško gledališče, takrat vodil Miroslav Košuta, velik del obdobja, prej Jože Babič. Tako da tukaj gre zlasti izpostaviti ponovno njihovo pobudo za ponovno uprizoritev celotnega Cankarjevega ciklusa, ki so ga začeli z Pohujšanjem Vogrinšem Fajanski in potem zaključili z Jakobo Brudo. Tako da to je bilo nedvomno ena dragocena pobuda, ki je dala tudi pomembne predstave. Jovanovičeva uprizoritev za Narodov blago je bila na marsičem prelomno v interpretaciji tega teksta. Tudi Hrane Betajnovi v režiji Marija Uršiča je prinesel neke novosti. Tako da poleg tega, da je bil pač slovensko tržaško gledališče sledilo tej svoji temeljni orientaciji nekakšnega mostu med slovensko dramatiko in pa med italijansko. Veliko relevantnih besedil dramskih iz italijanske dramatike smo dobili, smo bili seznanjeni s pomočjo pa skozi predstave slovenskega tržaškega gledališča. Morda bi poudarila še to, da po knjigi oziroma naboru kritik bi seveda sklepali, da je prevladovalo tako rekoč v tem obdobju
dramska podlaga, predvsem slovenska dramatika. Sam si povedal, da si dejansko kritike nabiral, predvsem tako, da si prednostno izbiral slovenske krstne uprizoritve. Pa vendar moramo poudariti na tem mestu, da ne moremo govoriti samo o razcvetu gledališča v 80-ih letih, pač pa tudi izjemnem okusu dramskem Zajca, Svetine, Šelige v tem času. Nedvomno, to res je. Šeligo absolutno, svoje najbolj pomembna dela ustvaril prav v tem obdobju in to v sodelovanju z Mladinskim gledališčem začetka, pa s Kranjskim Svadba, je bila ena prvih takih predstav, realizirana v Kranjskem gledališču z gostujočimi igralci, seveda močnim, ampak v režiji Dušana Jovanovića. Potem je tukaj Ana, če sem prej govoril o tej potrebi gledališča, ki se je tudi omenila, da se ponovno vzpostavi neka totaliteta sveta. Rudi Šeligo je vedno zagovarjal, da je drama zvrst, ki bo razumel totaliteto sveta. Ne, mislim seveda celesovide sveta, ampak kot struktura pa mora biti neko določeno obdobje, nek določen svet v dramatiki prisotni. Zanj je to relevantna dramatika. Zato mogoče, mislim, tudi Ana kot poskus enega takega novodobnega misterija, se pravi te velike forme, ki ne izobjame neko izkušnjo, civilizacijsko, človeško izkušnjo. Potem so tukaj seveda, da smemo prezreti Karamazovih, Dušana Jovanovića, predstave, ki je tudi vzbudila takrat v začetku 80 let veliko polemiko, prepovedana v Beogradu in potem prizorjena v Korunovi v Celju. Tudi nek tekst, ki poskuša, pač ki kot Dušan Jovanović povedal, nek poskus obnove tragedije, se pravi paralela z Ojdipom, Ojdip, ki se ne zaveda svoje tragične krivde, tako se tudi ta Svetozar Mitić kot protagonist Jovanovićeve drame v prvem delu ne zaveda pravzaprav tega, polno zaveda tega svojega dejanja, da se je kot zvest pristaš stalinizma pravzaprav oddalil od svoje sredine, od sredine, v kateri živi, in da ga je ta sredina seveda, se to seveda tudi kaznovala, ga je izločila. To so bili pač jasno, celoten opus Daneta Zajca, dramski, je nastal v tem času razen prvih dram Otroka Jeke in pa Potohodca, ampak vendar Potohodec je bil ponovno uprizorjen, sicer v produkciji AGRFT, ampak da je to na nek način zelo močna predstava, z močno igralsko generacijo, tudi inovativnim režijskim pristopom. Potem se pa seveda zvrstijo Voranc kot nekako takrat, bom rekel, krona v produkciji ljubljanske drame, nagrajena na Sarajevskem festivalu s 7 priznanji, tako da se spomnim, da so to podelitev zaključili, potem se kot Turci tudi imujo, če čašo rakije, potem ko popijem celo miljacko, ampak to je anekdotično, dejansko je šlo za veliko predstavo po estetskem smislu in pa tudi v sporočilu seveda. Potem je Medeja, na koncu tega cikla Mlada Breda, tako da potem je seveda Kajvala, Novodomale drame, izjemno pač dognana, estetsko dovršena predstava Želimete Hočevarjeve. Potem je seveda tukaj Svetina s svojimi teksti, eno sem želeno, Lepotica in zver, potem je še Herezada. Nekako zaključuje skoraj da ta. Tako da je dejansko bilo na In pa Janča. Celoten Janča je opus, ki je bil v tem obdobju. Tako da so dejansko predstave, ki so bolj ostale na vsak način kot pomembne v razvoju slovenske dramatike novejše. Tako da lahko rečemo, da je to tudi obdobje, ko sta se gledališka ustvarjalnost in seveda sodobna slovenska dramska takratna ustvarjalnost oplajala drug drugega in drug drugemu dajala to hrano za umetniški razcvet. Kako je s tem danes, Matic, spremljaš ta odnos med slovensko dramatiko in gledališko ustvarjalnostjo oziroma
Ja, zdaj, mislim, da je gotovo iz vseh stvari, ki jih je govoril Jernej, moč potegniti tudi kakšne kritične pomisleke glede gledališke sodobnosti, ni pa seveda vse tako črno. Mislim, tukaj v bistvu seveda imamo neko zelo edinstveno obdobje, ki konec koncev zaznamuje s svojimi inovacijami tudi sodobnost. Tako da težko bi rekel, da so v tem smislu so 80-ta že čist zaključila. V bistvu je konec koncev že z imeni, ki še vedno iz tega obdobja, ki zaznamujejo našo sodobnost in tudi z estetskimi praksami. Mislim pa, da je ključno sporočilo kritično, ki ga lahko izpeljemo ne direktno iz te knjige, pa gotovo ta knjiga samo kot nek dokument, že sam po sebi ima določen kritični angažma, ki pa je povezan predvsem z tem, kaj danes pomeni refleksija gledališča. Ne samo gledališče, ki seveda lahko slabše ali pa boljše sezone, ampak sodobna gledališka, sodobna refleksija teatra, pa nedvomno je na nekem slabšem nivoju. To vsi ugotavljajo, in zelo malo se glede tega ukrene. Zdaj, gotov so neki nadarjeni posamezniki z ljubezni do teatra vedno ključni. Jaz mislim, da to ni nek generacijski problem v smislu, da bi rekel, da takih posameznikov, ki bi lahko zelo kvalitetno pisali v teatru danes ni, ampak to in tukaj zdaj to recimo v tem prepoznavam nek meta angažma, take publikacije, da pokaže, kakšno vrednost ima lahko pravzaprav profesionalna kritika. In to je v bistvu, to je ta recimo profesionalna kritika, ki dejansko nam postreže z neko zgodbo o teatru, ki danes sploh ne moramo, danes ne bi mogli napisati, če bi zbrali recimo te stvari, ki se pišejo redno o predstavah. To ni zgodba o tem desetletju, recimo, ki je bilo za nami. To je nek del gledališke zgodovine, velik del ostaja, po mojem mnenju, nereflektiran in ta publikacija v bistvu kaže, kako se lahko temu opiramo. Matici je zdaj. Ja. Mislim, ena kvalitet teh let je pa tudi seveda, da so pisali kritiki zelo različnih generacij in tudi različnih estetskih usmeritev, pa recimo profilacij. Mislim, od starejših, Lena Tauferja, Rape Šukle, Vasje Predana, Franceta Vodnika, potem do srednje, recimo takratne starejše srednje Inkr, nedvomno vodilnih kritikov, potem je tudi že naša generacija, Vešberger, potem so mlajši, ki so tudi Jance Krištof Kozak, ki začel pisati malo kasneje, potem Primož Jesenko tudi, mislim, tako da dejansko je bil takrat ta razvoj generacij zelo velik, in seveda pa tudi v medijih je bilo neprimerno več prostora in več razumevanja, mislim, kritike namenjene. To, kar se danes dogaja, to je na nek način kulturno res, mislim, gledano, ne vem, če gre vsi prehuda, ampak dejansko, da se tako malo pozornosti posveča kritiki, celo na nivoju politike se zdaj začenjajo zavedati, da je pravzaprav kritiško pisanje tudi nek model vrednotenja kulturne ustvarjalnosti, ki danes absolutno manjka, ga ni in je na ta način seveda si tudi toliko več problemov pri vrednotenju aktualne ustvarjalnosti. Tako da tukaj bo absolutno treba nekaj narediti. Ta portal kritike, za katerega si prizadeva Slogi že nekaj časa, mora dobiti eno podporo in seveda tudi neko ustrezno vodstvo, da se skozi to pač omogoči. To je nov medij, ki na široko lahko prevata različnim piscem, seveda jih je pa treba ustrezno izobraziti za to pisanje. Ja, res hvala Matico, da je ponudil ravno ta prehod. Temu, da ne
govorimo samo o gledališki ustvarjalnosti tega obdobja, ampak tudi o refleksiji in predvsem o kritiki. Ti uvodoma v svoji knjigi napišeš nekaj izhodišč ravno na to temo, kaj in kakšen naj bi gledališki kritik bil, oziroma kako naj bi izgledala ali pa se ustvarjala, nastajala gledališka kritika. In nekako vzameš 3 faze: opisovanje, razčlenjevanje in pa sodba. Ja, to pač izvira iz tega, bom rekel, nekak postulat moderne kritike je, ne, da mora kritika izhajati iz umetniškega dela, da so pravzaprav merila za ocenjevanje v umetniškem delu. Delno so nas v tem smislu, smo bili v tem smislu moja generacija vzgojeni že na filozofski fakulteti kot študenti primerjalnih književnosti. Potem smo recimo to svoje znanje prenašali, ko smo se začeli ukvarjati z literarno kritiko. Jaz sem imel takrat v ljubljanskem dnevniku knjižno stran, med sodelavci so bili Jaro Skrušni, redni Marko Slodnak, Aleksandr Zorn, Aleš Berger, tako da mislim, da smo vsi izhajali nekako iz tega delu imanentna kritika, tudi izbirali smo tekste, v katerih smo pisali po afiniteti, se pravi, kdo je čutil, da ima kaj zapovedati, koga je knjiga pač določena na nek način nagovorila in kako sam odgovarja na njo. Taras Karmavnen se je imenoval Znotraj tekstualci, mislim, da to je bilo pač. In to tega se nekako potem tudi držal, mislim, kot gledališki kritik, da sem skušal pač predstavo brati in videti tiste, bom rekel, tiste kategorije znotraj predstave same. Se pravi, brati jo, skušati jo razumeti. Sam sem seveda bil leta 1963, ko je bila tista znamenita politika med Vladimirjem Kraljem in Josipom Vidmarjem ob kritiki Williamsove Mije ptice mladosti, ko je Vladimir Kralj objavil estetske pogovore s samim seboj, je dovolj star, mislim, takrat leta 1963, da sem to razumel in sem se takrat že tudi tega nekako prijel notranje, mislim, ne soditi, da so neke prihodne sodbe, ker tega ni več, ker kategoričnega sveta ni, kategorično urejenega sveta ni več, tudi ne more biti prihodnih kritiških kategorij in vrednot. Tako da sem bolj bil naklonjen seveda temu, ker je kot kontrapozicijo postavil Vladimir Kralj, se pravi razumevati neko gledališko predstavo, znati jo brati, znati brati režiserjev, rokopis, znati brati igralce, njihovo gestiko, njihovo mimiko, njihovo govorico, njihovo interpretacijo. Tako da se mi zdi, da tega sem se vsaj skušal držati in seveda zato tudi nekako prvi v pomanjkanju tega kritiškega aparata je nekako prvi vzvod oziroma prvi prijem to, da se predstavo opisuje oziroma pravzaprav govorimo o svojem videnju, o svojem gledanju predstave. Če se malo pohvalim, Janez Pipar mi je rekel, da je z užitkom prebral prav kritiko Jovanovičevih Hlapcev, je rekel, da kle se pa res, skozi to se pa res cela predstava vidi. Na tak način sem pa tudi skušal pač opisati, mislim, da sem skušal brati, skozi prizore, skozi režiserjevo postavitev, kam pravzaprav seveda zadaj je misel, ni samo, kam tendira predstava, kaj pravzaprav se s tem skozi to zaporedje slik dogaja. V zagovor, bom rekel, mladi kritiki je pa tudi mogoče reči to, da moderna dramatika seveda v mnogo čem sama zavestno podira, krši te norme dramskega pisanja, modele, uveljavljene modele, postavljeni kot drugo, nek drug tekst, nek drug organizem na oder in naloga režiserjev seveda pa je, da to ustrezno pretolmači. Tukaj se dejansko nima kaj pomagati z klasičnim repertoarjem, s klasičnim znanjem. En tekst Simone Semonič je nemogoče brati skozi klasično dramatiko. Tudi kjer so ti poskusi, tako imenovane destrukcije moderne drame, da so lahko kar hitro vprašljivi, nekaj se posrečijo. Če gre za destrukcijo v tej smeri, da skuša pač režiser razbrati neke konstitutivne prvine drame, jih pravilno interpretirati v smislu nekega modernega razumevanja. Spomnim se recimo ene take predstave Florencija, Ostrovskega Nedikta v mestnem teatru, ki je bila na tej ravni zame izredno plodna, učinkovita, tudi na nivoju igralskih interpretacij. Tako da to se pokaže dejansko skozi to, ali je režiser sposoben v tej dekonstrukciji doumeti
Zanimivo je, da je enih prvih poskusov na tej ravni naredil tudi Korun, za dvojno s svojimi uprizoritvami Dostojevskega. Tako idiota kot Karamazovih. Korun je šel tudi tukaj v destrukcijo, mislim, klasičnega teksta. Najbrž mu je bilo lažje, ker je imel pred sabo romaneskno knjigo, ker je imel pred sabo dramskega teksta. Mu je bilo nek način lažje iz tega bogatega romanesknega tkiva izluščiti tiste prvine, ki dajo potem okostje za določene igralske like, za igralske interpretacije. Ko je pa recimo se soočil, se skušal na enak način lotiti Kralja Leara, to vprašanje, koliko je bilo to, koliko mu je to uspelo. Tako da tukaj so težave, se pravi, kritika sodobna, ko se sooči z nekim sodobnim tekstom, je dejansko pri nekaj velikim izzivom. Hvala Jernej, da smo zdaj v živo doživeli svoje branje gledaliških predstav, tudi jaz sem jih videla v tem trenutku. Pa vendarle, če v teh 3 fazah, ki jih naj bi gledališka kritika vsebovala, se dotakneva 3., to je sodbe, se mi zdi, da nisi nikoli bil kritik, ki bi kar a priori kritično v tej mladostni vihravosti raztrgal, kot se temu reče, predstavo. Ali si sploh kakšno? Mladostna vihravost je bila največ v 80 letih. Že malo splošno mislim v svojem gledališkem opusu. Mogoče res to, kar sem prej omenil, da smo že takrat na dnevniku, ko smo pisali, smo dejansko po afiniteti. Povej, če imaš kaj zapovedati. Vem, da sem se enkrat samkrat sem se mogoče res zelo nesramno za ustvarjalce na predstavo v mestnem gledališču, šlo je za Ruplov tekst, kar je res, kar je bil v režiji Borisa Kobala takrat. Takrat se mi je zdelo, da pač to je bila tudi situacija, ki bo treba pisati čez noč in dejansko, če ti predstava ne da istočnice, ko prideš domov, da se usede za mizo, to je najbolj močnih trenutkov. Kaj sem pa pravzaprav gledal, kaj da o tem napišem. In potem se mogoče jaz malo nesramno dal tisto povabilo na 2 konca, mislim, da je bil naslov Oceni, ko sem povabil gledalce, da ne grejo v mladinsko gledališče in gledati eno predstavo, ki je artistično dognana, vrhunska, mislim, da je šlo za eno predstavo iz tega nemškega cikla, tega teatra, tako da otroškega seveda, to je bilo, bom rekel, danes bi rekli malo pod pasem, ampak enostavno, dejansko v tisti predstavi nisem imel kaj napisati. Je to tudi izvalo reakcije, bil je zelo hud name Žarko Petan, ki je povedal, da pišem o njegovih predstavah, ampak jaz sem imel pa takrat celo modro in pametno urednico, to je bila gospa Snežna Šamberger na dnevniku, ki mi je omogočala tudi, da sem pač vse to spremljal takrat. Tako da je rekla, da prav, pač ne boš pisal v mestnem gledališču, ampak tudi ne bomo pisali v predstavah Žarka Petana, če enega odnos tak. Se mi zdi, da to je ena drža, mislim, ki tudi ni zanemarljiva. Tako pač dialog med kritikom in ustvarjalcem mora biti, tudi če kdaj zdrsne pod nivo, mislim, da je ne upravičevati, ampak seveda to je sestavni del tega poklica. Ostre besede, ne pa seveda hudobne ali pa žalite. Primož, ti pa boš morda lahko odgovoril na vprašanje o sodobni gledališki kritiki, ko jo sama nekako spremljam, kolikor je seveda čist parcialna, fragmentarna, zamejena zgolj na določene predstave in ne moreš več, kot smo že povedali, dobiti nekako celovite predstave neke gledališke sezone na Slovenskem. Pa vendarle se mi zdi, da če jo spremljam, to sodobno kritiko, da v teh 3 fazah opis še razčleni delno, najbolj pa umanjka tehtnost sodbe. Kako pa ti doživljaš sodobno gledališko kritiko? Se mi zdi, da je problem ravno pri teh 3 fazah. Mislim, pri tem, kako stvar spelješ do konca, do sodbe.
Torej, vse je zapravljeno, če prve stopnice ni. Oziroma, če je prva stopnica opravljena slabo. Nezadostno, nezadovoljivo. Torej, če ni te podlage, ki izhaja iz dobrega, res dobrega poznavanja in teksta in ozadja in prejšnjih predhodnih uprizoritev in seveda vsega, kar je režiser dotlej naredil. Skratka, gledati treba vse v velikem paketu. Mislim, da dobimo lahko na osnovi teh kritik, ki jih danes preberemo v časopisju, da dobimo relativno kompletno sliko. Seveda dobimo tudi zraven kompletno sliko kritikov, seveda, ampak kar jih vzamemo v zakup. Seveda, še vedno pa je najboljša sodba v tem tista, ki pride od nas, tako da nam ostane, tako da se še vedno se je bolje ogledati predstavo v živo, kot pa slepo zaupati kritikam. Je pa seveda težava ravno v tem, recimo je neomenilo to, recimo že to Sneža Štamberger, da uredniška politika je izjemno ključna na tej točki. In se mi zdi, da smo mi, mislim, da je vedno, da vsak pisec, ki objavlja, je vedno krucialno povezan z urednikom. In to danes umanjka. Ravno to se mi zdi. Zato, ker so uredniki podrejeni lastnikom, lastniki so podrejeni kapitalu, torej kapitalu kot metafizičnemu pojmu. In se mi zdi, da je vse v začaranem krogu, kjer najkrajše potegne kritik, seveda tisti, ki je na koncu. Od kritika pa potem tudi seveda ustvarjalci nimajo veliko, ker ne dobijo dovolj poglobljenega feedbacka in po njem pa vsak ustvarjalec sklepi. Se mi zdi, da je največje prekletstvo za kritiko tudi kapitalistični sistem. Skratka, da se mi zdi, da je v 80-ih, pa tudi v 90-ih, tudi še kasneje, da je situacija bila plodna tudi na področju ustvarjanja kritike. Se pa to čedalje bolj krhko. Jernej, Primož je omenil ravno to razliko nekih družbenih razmer, v katerih je nastajala tvoja kritika in današnjega časa. Dejansko si omenil, da si deloval kot dramaturg na televiziji Slovenija. Spominjam se, kako intenzivno je televizija Slovenija v tem času pokrivala gledališko produkcijo. Borštnikovemu srečanju so bile posvečene dnevne oddaje, vsak dan. Nenazadnje je bila televizija tista v tvojem obdobju, ki je arhivirala gledališke predstave. Spomnim se izjemnega arhiva, ki ga je v svoji omari hranila Majda Knap-Šembera. Skratka, to je ta trenutek, oziroma to je ta moment, o katerem je govoril Primož. Kako pomembno je nenazadnje tudi moč, osebnost urednikov, ki se s področjem gledališča bodisi na televiziji, bodisi v časopisnih medijih ukvarjajo. In mislim, da tu je tudi tvoj izjemni prispevek k popularizaciji oziroma k odmevnosti gledališča v slovenski javnosti v 80-ih letih. No, razmere so bile takrat drugačne, ne? Takrat so, se je vodstvo televizije nekako še zavedalo, mislim, polno tega, kar ima televizija v svojem statutu, da mora posredovati kulturne vrednote, ne? Tudi tistim, ki ne živijo pač v kulturni metropoli. Na to sem se res nekako sklical, ko sem skušal braniti to, ne? Ampak seveda glavni argument je s časoma vedno močnejši potem postajal gledanost, ne? Jasno, da je gledališka predstava, ki jo predvajate ob pol 11, začnete predvajati ob pol 11 zvečer, nima velike gledanosti, ne? Da bi se pa premaknili v nekako bolj živo terminsko obdobje, mogoče tudi s kakšno dodatno seveda oddajo, ne? Spomnimo se recimo pogovoru Kombatoviča, Štiha, ne? Pjerjevca, takrat, ne? Pred televizijskimi ekrani, ne?
Tako da to je bilo dejansko neko obdobje, to so bilo že pred, to so pa še 60 leta, ko je šlo pač za to, da je treba po eni strani štiha omakniti, po drugi strani pa štiha braniti, ne. Tako da mislim, tudi ta polarizacija je seveda marsikdaj zelo koristna, ne. Tako da do kakšne zamisli, da bi se uresničila, mislim, zamisel o kakšni taki oddaji, do tega pa ni prišlo, ne. Mislim, največ so bili potem še kakšni portreti, ki so bili zraven, ampak to je na enak način, mislim, odmik od tiste žive govorne, neposredne televizije, ki ne bi bila negovorna v tem smislu, so bili dobri. Pa imamo same pogovorne oddaje, ampak v smislu neke pač, tudi čez Hudečka se spomnimo seveda, njegovih recimo, kakšna pozornost je bila takrat do nekih kulturnih dogodkov, kulturna panorama in tako naprej. Tako da tega danes ni, tudi na tem mediju, kot ni pač neke relevantne kritike v pisanih medijih. Morda bi poudarila še to, ko se srečujemo tukaj predstavnike različnih generacij, da pa v to obdobje pada še tudi ena izredno prelomna predstava, to je Krst pod Triglavom, gledališča sester Scipion Nasvice. In sicer zanimivo je, kako se je označil ti. Navajam, prav nič šokanten, pač pa vse skozi utemeljen, smiseln in pomensko bogat odrski spektakel. Ja, seveda, takrat nekako so se vsi bali, mislim, tega Živadinova, kaj bo naredil na velikem odru Cankarjevega doma, ne. Takrat je vodil ta program Igor Lampret, ob njem je bil Igor Šmit, se pravi Goran Šmit, se pravi dva izrazita človeka s posluhom za teater in moram reči, najbolj še veliki meri njuna zasluga, da je Živadinov to postavil. Ko sem prej govoril o tem poskusu ponovne vzpostavitve sveta, ne, to je kar v Pisanici na nek način bil, ne. Zanimivo je, da je Živadinov to ustvaril prav skozi neko arheologijo evropske avangardne umetnosti, ne. Šel je dejansko do Apije na področju gledališča, šel je do Tatlina na likovnem področju in do ruskih formalistov, konstruktivistov, da je naredil eno predstavo, ki je pač ta, bom rekel, neko to, tudi na nek način mitsko slovensko zgodbo, prizoril na svojem odru, ne. Skozi evropsko avangardo se poskuša nekaj takega, mislim, kot je obnoviti nek celoten svet na ravni gledališča. To se mi je zdelo takrat zelo zanimivo, vsi so se vedeli, kaj bo zdaj Živadinov naredil in tudi ne vem, če so s kakšnim velikim zaupanjem poslali mene gledati dom. Nekako se mi zdi, da sem pač na svoj način uspel razbrati to predstavo in potem v njej pisati na tak način, kot pač sem pisal v gledališču, delno skozi opis, skušati slediti tudi režiserjevi misli, kam to pelje, kaj pravzaprav želi s to predstavo povedati. Koliko pa Matic danes se zdi, ko spremljaš zgodovino slovenskega gledališča, pomeni ta predstava neko prelomnost znotraj tega obdobja ali pa celotne zgodovine? Mislim, da skoraj vsaka izvirna predstava, postavitev izvirnega dramskega dela, ki jo obravnava Novak v tem delu, predstavnik prelom. Gre pač za tako obdobje. Mislim, da je težko zdaj, da bi prav izpostavil kakšno od teh del, ki prav posebej zanimivo. Dejansko gre za neko serijo prelomov. To je pač to, kar je tako fascinantno v tej zgodbi. Se strinjaš, Jernej? Če bi zdaj moral nekako sklepno podobo tega celotnega obdobja, ki ga izpričujejo tvoje kritike zbrane v tej knjigi, povzeti, kako bi ga označil? Ja, nekako bi povzel, ampak moram pa ponoviti to, kar sem že v prvi predstavitvi te knjige rekel. Izjemno sem bil hvaležen, in sem še vedno hvaležen tako Primožu kot Maticu, da sta pač v tem nizu teh mojih kritik razbrala vrednost, ki sta jo razbrala. Matic v spremni besedi, Primož z zelo vestnim urednikovanjem, te knjige, tako da si predstavljam, da to ni bilo enostavno delo, prebiti se skozi vse te tekste. Knjiga je
tako rekoč brez napake, kakšno se še najde. Eno sem dostril zadnjič, ki sem ne zavir, ampak mislim, prav zanimivo je, kje ima Hudič svoje partije vmes. V tem popisu predstav, v začetka vrstnem redu, nekako so nanizane, kjera predstava izpade v kazalu Dane Zajc Medeja. Mislim, predstava, ki je na nek način, mislim, je pa se bile note, nisem samo v kazalu, na eni strani. Hvala res objema, in če bo še kdo od prihodnjih piscev kritik, od prihodnjih ljudi, ki se pa ukvarjajo s slovenskim gledališčem, razbral to knjigo kot neko vrednoto, kot neko vredno delo, potem je seveda lepo in prav, da je knjiga išla. Jaz sem vesel počaščen, da ste bili danes tukaj in da ste prisluhnili temu dolgemu pogovoru, ki pa upam, da je bil zanimiv za vas. Tako da hvala lepa Ignaciji, pa seveda tudi hvala, ker je to izjemno skrbno pripravila. Ja, ampak ne bomo kar tako končali. Morda ima še kdo kakšno vprašanje? Bom pa jaz, če lahko, niti ne vprašanje. 3 stvari in pol bi rad povedal. Prva tega, da sem Nejca vozil na havbi skozi megleno Slovenijo, se prav nič ne spominjam, to pomeni, da je imel cenjeni prijatelj že takrat sokoli pogled in izvrsten spomin. Spominjam pa se, da naj jo je vsaj enkrat, če ne 2-krat rešil, ko sva se iz Trsta vozila, malo pred Božičem, in je bila dolge kolone švicarskimi registracijami naših zdomcev iz Švice, cele juge še, in potem sem jaz Nejca delegiral, kot bi se danes rekel, da je šel k policaju in povedal, da sva na službenem putu in mahal s potnim nalogom in morala biti nujno do enih zjutraj v Ljubljani in so nama enkrat, se spomniš, prav šli odpreti eno rampo, da sva šla, ker pač to je pomenil nekaj biti gledališki kritik takrat, kot vidite, in vozati Jerneja Novaka sabo, jasno. Druga stvar je, ko me je Nejc knjigo podaril enkrat konc lanskega leta, sem seveda z veseljem šel brati ne čist po vrsto da do Ž, ampak eno, drugo, tretje, marsikatero sem se spomnil, marsikatero sem videl, marsikateri sva celo oba pisala tisti čas. In kar sem zdaj opazil in kar je tudi ta, kar po moje Jerneja precej ločuje od drugih takrat naš sodobnikov, še bolj pa od zdajšnje kritike, je ta neposrednost. Njegove ocene so skoraj vse napisane v sedanjiku. V sedanjiku. Ni popis, to je bilo tako in tako, ampak mi skozi njegovo pisavo, skozi njegovo kritiko vstopimo v dvorano. Mi že tam sedimo in poslušamo in beremo, kaj nam on poroča. In s tem je seveda tudi osebna nota bolj izrazita in to je tip kritike, ki vsaj mene še danes pritegne in tudi prepriča. Pač prepriča, ne zdaj, da ima ravno zmeri prav, ampak da je takrat res to dobro videl in še bolj je v besedu. Ne? Tretja stvar je pa, da ne bom predolg, je pa ta, omenjeno je bilo, da se skozi 100 desetletje vidi takratni položaj slovenske dramatike in recimo neke vrste razcvet in hkrati ta pot slovenskih režiserjev in uprizoritvenih praks. Ne vidi se pa nečesa, česar se ne more videti, kar je bilo pa po svoje tudi zanimivo. Da so bila 80. leta marsikdaj, da je gledališki kritik, hočeš nočeš v svoji kritiki impliciral tudi neke vrste politično stališče. To se bo morda predsednik Matice strinjal s tem. Če si pisal o Jovanovičevih Hlapcih in če si se zanje izključno po estetski plati pritrjevalno ogrel, si se na neki način tudi v tistem trenutku politično opredelil, ko je Sazu in Mitja Ribičič vsi kričali proti polaščanju Ivana Cankarja v določenem obdobju. Kratka, to je en kontekst, ki iz knjige ni razviden, ki je pa
po svoje zanimiv, ne. Ni šlo to pri vseh predstavah za to, ampak pri mnogih izvirnih predstavah in pri kakšnih režijah tujih avtorjev, ko je šlo za tisto znamenito izdajanje avtorja, ne, iz strani tradicionalne kritike ali pa potem politike, je tukaj gledališka kritika, kot pravim, hočeš nočeš včasih imela tudi en politični prizven. Vse v glavnem je bila kar na pravi strani, se mi zdi. Vidmar je že nehal pisati, drugi pa kakšni hudi, zakrknjeni, mogoče ki je v TV15 ali pa v takih glasilih, da se je kdo pojavil, drugi pa prav zakrknjeni, le niso bili. Tista polovička še bi pa jaz pa pridal to, kar je te 3 stopnje, ki ste jih omenjali, ne. Moram pa povedati, da danes se kaj preveč sklicvati na besedilo in primerjati uprizoritev z besedilom, ni zmeraj najbolj varno. 2 leti tega je profesor na Igralski akademiji, sicer doktor dramaturških ved, to vrstno prakso, če se nekdo sklicuje na besedilo in uprizoritev primerja z odmiki od nje in se včasih ne strinja s temi odmiki, jo je označil za nič več in nič manj kot za parazitsko. Ja, ampak v tem so bila 80. leta drugačna, ne? To je bilo obdobje novega branja, ne? Klasike novega branja gledaliških tekstov, pa to je bila tudi, moram reči, ena pozicija, ki tudi upravičuje na nek način tako branje, se pravi za prvi tekst, ne? Analizirati in potem primerjati za režijo, ne? Tako da to je razlika, ne? Danes tega ni več, ne? Ja, dobro, to sem lahko tudi tega ne bi omenil, ampak pri tem, ko si omenil najne, recimo, sodobnike takrat, tukaj res ne morem mimo vloge Andreja Inkreta, ki se mi zdi dosti prehiter pozabljen po njegovi rani smrti, ni nobenih refleksij, kakšnega simpozija ali tega v tem. On je v 2 pogledih razvaloval, mislim, da slovensko kritiko, in vsaj zase lahko rečem, da sem se dostikrat zgledoval pri njem ali pa bil vesel, če sva enako mislila. Eno je bil ta pač pogled, da lahko režiser je dovolj svoboden v odnosu do besedila, pri tem, da mora biti ta svoboda seveda koherentna, da predstava ne more biti skupek izmišljotin, ne. Druga je bila pa tudi njegova izrazita besedna barvitost, ne, kako je znal on to ubesediti, seveda na prostorih, ki so bili veliko večji, je on prinesel. Vasja Predan je bil tudi v redu, ampak Vasja Predan je bil včasih malo klepetav, recimo. Inkrat Andrej je znal pa v jedro in on mislim, da je tudi enkrat bil tist, ki nas je malo iniciral v to bolj osebno, ne? Da si kdaj celo prvo osebo Edmina uporabil, da si kdaj izpostavil svoj kritiški pogled, ki naj bi bil prej zmeraj odmaknjen v prvo osebo množine in tako naprej, ne. Tako da ja, tukaj je bil Andrej s svojim znanjem in svojo besedno prakso in to estetsko razvedljivostjo zelo dragocen. Nedvomno, ja. Hvala, je pa še nekaj, če še v najnem odnosu nekaj povem. Nikoli, veliko so se vozila skupaj s predstavami, nikoli se nismo v predstavi pogovarjala. Vsak so kot da bi držala brez dogovora, mislim, nekako nič, ampak dejansko v predstavi nisva govorila. Mogoče kakšno šalo, kakšno anekdoto, ampak vsak je nekako kot da bi čuval svojo kritiško integriteto, nič ne bomo povedali, da kaj si je mogoče v glavi pleti, kaj pa veš. Pri tem, da ti si moral čez noč napisati, jaz sem pa takrat pretežno pisal za razglede, ne, sem imel čas prebrati, kaj si ti napisal. Potem sem za ston hranil svoje. Lepki cajti, zanimivi cajti, ne. To, kar pa praviš o sedanjiku, ne. Teater je sedanjik, ne. Bistvo teatra je sedanjik, ne. Se dogaja zdaj in tukaj, tako da, če se mogoče to, moram reči, da tega se niti ne zavedam. Ja, ampak je izrazito. Ta režira to in to, ta igra tako in tako. Zmeri si zraven. In to se ne zdaj, tokrat še bolj, ko sem sprot bral, se ne zdaj resen tvoj
en tvoj zelo zaščiten znak, tak imeniten zaščiten znak. Morda še kakšna pripomba? Gospod Jan. Ja, bom še jaz nekaj rekel. Na temo pogovora o kritika takrat, v 80-ih, kakršno je pisal današnji slavljenec, ali pa moj zraven sedeč Aleš, pa kritika danes, gledališka. Jaz, da pred povem, ker naravno sem obupan na to današnjo gledališko kritiko iz več razlogov, ampak primerjava se mi je pa prav v tem današnjem pogovoru pokazala. Jernej je govoril o tem, kako smo takrat izhajali, ta generacija, Aleš pa jaz, pa še nekaj, ki jih je omenil Marec Lodnek, Sanja Zorn, smo izhajali iz nekega razumevanja literature, teksta, ne si bolj roman, poezija ali pa drama, in ga ocenjevali in analizirali ključno iz njegovih inherentnih notranjih prvin. Nismo vnašali zunanjih, kontekstualnih, še najmanj seveda smo se izogibali kakršnikoli ideološkim kontekstom pri interpretaciji tekstov oziroma umetnin, kakršnikoli že. In zato se nas je prijel, kot je rekel Nec, celo nas je krstil Tara za znotraj tekstualce. In kaj je bilo to? Ta znotraj tekstualnost je pomenila tudi umik, da ne rečem odpor, zoper ideologizacijo, zoper instrumentalizacijo branja in ocenjevanja literature. Ker do takrat smo bili seveda 50-60 leta bombardirani z vseh strani samo, kakšna more biti prava socialistična umetnost, kakšen more biti pravi junak socialistične drame in tako naprej, da ne obnavljam predolgo tistih stvari, ki jih večina, ker smo malo starejši, itak poznamo. In ta odpor, odboj od tega branja, od tega načina interpretacije, se pravi odmik od teh zunaj tekstualnih, kontekstualnih, torej prvin, zlasti ideološko-političnega branja, celo, ki je bilo tudi takrat zelo zaželjeno, je pomenilo to znotraj tekstualnost, brati tekst, razumeti dramo, videti sliko ali glasbeno kompozicijo, zgolj iz tistih njenih notranjih sestavin in potem, če že jo ocenjujemo, če se o tem piše neka relevantna kritika, opisovati, utemeljevati, razlagati samo te sestavine in pustiti ta zunanji svet ideologije, politike, znanosti, če hočete, na mir. No, in zdaj pridemo pa na današnji čas, paradoksalno, ko smo se osvobodili čisto vsega političnega, v narekovajih, seveda, leta 91, ko smo postali popolnoma avtonomni, se pa kaj vidim, da se današnja mlada kritika zavzema? Hoče, terja od avtorjev in od uprizoriteljev gledališč idejnega stališča, nazorskega opredeljevanja političnega jezika. Jezik pravšnosti, žargon pravšnosti, politične korektnosti, tako rekoč, imperativ, ki ga ta današnja kritika goji in predstave ocenjuje z tega zornega kota. Ali so prinesli v dovoljšni meri pravo idejo, prava ideja pa danes vemo, kaj je, ne bom. Ali stoji na pravi strani zgodovine, ali stoji na pravi strani politike, ali stoji na pravi strani družbe. In če to ni, če v tekstu ali pa če v tekstu tega premaj, ali pa če ni znal režiser dovolj odčrtati teh elementov, potem so praviloma sodbe v teh predstavah negativne ali pa pač slabše. Kar se mi zdi resnično paradoksalno, da smo doživeli po 30 letih samostojne države in osvoboditve od ideološkega pokrova strani mladih, zlasti deklet, pozive, pa dajte nam vendar tukaj v gledališču, da bomo razumeli in videli in nazorno predstavo videli, kateri so te temeljni politični, ekonomski problemi tega sveta, kako nas ta kapital izkorišča, kako so ženske zatirane, kako so manjšine zatirane in tako naprej in tako nazaj. Vse lepo in prav z političnega stališča, vse podpišem. Ampak v gledališču bi pa pričakoval, da bo kritika iskala to, kar je Jernej pregovoril in o čemer cela njegova knjiga govori, išče njene notranje estetske vrednosti, koherentnost predstave, koncepta režije v skladu
Ali pa v opoziciji do teksta, saj nekaj napiše, da mora biti režiser sluga piscu. Ampak če že zavzema do njega distanco, ga na drug način bere, ne ga bere samo izključno teh prvin, ki so z tekstu same imanentne, ki so v umetnostnem govoru imanentne, ne pa, da ga ocenjujemo in merimo z vatli političnega, korektnega diskurza. Hvala. Morda še kak komentar, Jernej? Ja, nič, mislim, če gre za politično gledališče, ne, saj to nekaj tega smo že uvodoma govorili, ne. Jaz mislim, da je pravilno stališče, mislim, da ga je zelo zagovarjal tudi Janez Pipan, ki je bil v drami, probleme je treba odpirati, ko gre za to, ne indoktrinirati gledalca, ne. Skušati čim bolj na široko odpreti problematiko nekega dela, pa to gledalcu prepustiti razmislek, ne. In torej, če se dotaknem zdajšnjega trenutka, brat tudi, bom rekel, misel, ker je tam Jacek Krištof Kozak, našega apela mladinskemu gledališču, ne indoktrinirati publike, ne postavljati ulice na teater, ampak vendar ostajati pri neki avtonomni teatrski in probleme odpirati. Ne. Politično gledališče, sem rekel od začetka, če gledamo zgodovino gledališča od Brehta naprej, saj vedno je politični angažma potegnil za sabo tudi neke inovacije na področju gledališke forme, gledališke estetike, ne, gledališke poetike, ne, kjer tega ni, je pač to osiromašenje gledališča. Ne. Ostane pač samo ulica, ki je pa teater, ki je ulica umetnosti, je ni. Ne. Tako da to je neko pozorilo, nedvomno, mislim, sodobnemu času, ki je lahko aktualno. Hvala, Jernej. Zdaj pa jaz mislim, da smo že dosegli tisto stopnjo kondicije, ki jo potrebujejo poslušalci, kakršno si ti imel pri svojem spremljanju gledališča, tako da bi se vsem iskreno zahvalila. In seveda aplavz za našega